ti bom dal. Oj, fantič ti, oj, fantič mlad, do zdaj si bil en fajn soldat, do zdaj si sukal sablico, zdaj boš pa ljubico. Tako je Hapman rekel, tako sem tudi storil, domov sem se povrnil in ljubco sem dobil. Sva pevala, sva vriskala, na srce se pritiskala, živela kot golobčka dva in srečo uživala. Živela kot golobčka dva in srečo uživala. No, tole sta bili ljudski pevki, Vera in Marija. Preden pa nadaljujemo, bi jaz samo še vse v občinstvu lepo prosil, dajte malo preveriti svoje mobilne naprave, pa jih mogoče utišajte. Hvala lepa. Torej, eno od koliščarjev pa potem do ljudskih pesmi, ampak tile dve pesmi verjetno nista iz tistih let, kot so tisti plesi koliščarjev. Ne, nista, te so precej bolj mlajše. Se pa trudimo, da probamo poiskati čim starejše pesmi, pa ki niso tako znane širši publiki. To je preko naše poslanstvo, da probamo zbrskati take pesmi, ki so že malo pozabljene, ali pa ki se niso pele toliko, pa so vseeno zanimive. Pa da se vrnem še nazaj malo na koliščarje, kakor ste videli, mi smo to iz knjig povzeli, pa razumeli tako, da oni so recimo poznali duhovnost, znali so že takrat v tistih časih tkat, tako so pokazali raziskave, bili so lovci in bile so nabiralke. In ko smo mi to vse skupaj nekako sestavili, smo rekli, bomo v tem smislu nekaj naredili. Tudi poznali so piščali, zato smo vključili piščal, je pa jasno, da kakšna glasba je takrat ne vemo, ne, smo si jo zdaj sposodili, tako da upam, da smo približen zadel. Recimo, da je bilo, mogoče je bilo tako, ne vemo pa točno. Kdo je pa avtor besedila tiste pesmi, ki se peli za... Ja, to ponavad plešejo skavti na kakšnih skodih, ne, smo si sposodili, ne, jaz sem to parkrat videl, pa mi je bilo zanimiv. Tako da, in ko smo to dobili, smo potem lahko tudi nadgradili. Dobro, v naslednjih točkah bomo pa videli eno zanimivo glasbeno skupino, Marostarski Štopelci, potem pa bomo videli tudi že belokranjske plese, pa se najprej pomudiva pri teh Štopelcih. Kako so pravzaprav nastali in kje ime? Torej, korona je naredila marsikaj slabega, ampak v tem primeru pa ne. Namreč, takrat, ko je bila korona, mi nismo imeli vaj, ampak Marostarski Štopelci smo pa delali. Bila je pa pobuda iz seniorske skupine, ki bo tudi danes plesala. In jasno, smo bili vsi za to. In ko smo se prvič dobili, je bilo treba razmisliti tudi o imenu. Kakšno ime? Mi smo se zgledovali že po preko obstoječih skupinah, ki jih poznamo, ne vem, Kurja koža, pa Vruja. In smo potem mi tudi v tej preko smeri razmišljali. In smo rekli, naslov mora biti takšen, da vejo ljudje, od kje približno prihajamo, pa da je malo komično, da jih pritegne. In smo se odločili za Marostarske Štopelce. 2 dni nazaj je bil deževje, so bile v bistvu skoraj poplave, vse zamašen. In to smo mi. To je bilo v bistvu to. Zdaj pa greva na belokranjske plese. Jaz se spomnim od tistih začetkov folklorne skupine Rožmani,
je bila to ena najbolj atraktivnih točk, sploh potem, ko so dekleta pred koncu tega spleta plesov poletela po zraku. Ne. Tokrat bo pa izvedba nekoliko drugačna in sicer bodo dekleta prevladovala in bo nastopil samo en fant oziroma moški. Kako to? Torej, tiste postavitve, ki si omenil, ki se ti spominjaš, to so bili parni plesi Bele krajine. Nam se je pa preko 6 let nazaj zgodil, da sploh nismo imeli plesalcev. Bile so pa plesalke in bo treba nekaj narediti, da bi skupina razpadla. No in nastala je preko ta postavitev, zgodba o tkanu platna. Jaz po mami sem iz Bele krajine, tako da to dobro poznam in smo probali prikazati, kako se je platno skozi ples in pesem. No in predlagam, da pogledamo, ampak najprej nekaj vokalne oziroma instrumentalne glasbe s Rostarskimi Štopelci. Tukaj gre pa jaz pomagati. No, izvoli.
Boga imaš rado, samo nemoj